Ste vsestranski glasbenik in ustvarjalec. Kaj vas je pritegnilo v ta svet in kaj vam še danes ostaja pri glasbi najbolj fascinantno? Ne vem, glasba že od nekdaj pač je moja strast in tudi poslušam jo. Pač to je nekaj, kar vedno v prostem času poslušam, vedno to delam. Pritegnilo pa me je to ravno ta fascinacija nad tem, kaj lahko ti glasba naredi, pač te občutke. Sem želel nekako tudi sam ustvariti, ne, in potem sem pač sem začel učiti v bistvu producirati in že dolgo nazaj in potem sem začel sam ustvarjati glasbo in se izražati skozi to. Super. Kakšne projekte si želite v prihodnosti oziroma kaj je bil za vas največji izziv? Ne vem, jaz bi predvsem rad, da čim več ljudi kreira muziko, da ustvarja, da se izraža na tak način. Tako da delavnice v bistvu si želim še naprej ustvarjati v tej smeri, v tem, da učimo ljudi, mlade, starejše, ustvarjati glasbo in potem na tak način, kot sem rekel, da se izražajo. To predvsem se mi zdi pomembno, da pokažemo, da ni treba res dosti opreme, da ni treba, ne vem, dragih, ne vem česa vse, da lahko se v bistvu izražaš, ne, da je samo treba kreativa, nekaj malega pač opreme potrebno ravno toliko, ne vem, računalnik, slušalke, ampak to je dovolj v bistvu, da si že začneš izražati. Rabiš še samo znanje in potem je samo domišljija meja. Pod okriljem Konca izvajate delavnico Glasba je povsod in vse je glasba. Kaj je ideja in kaj bo pa končni produkt? Ideja je, da v bistvu z nekimi nevsakdanjimi oziroma z vsakdanjimi, kak gledamo, ker nevsakdanji predmeti zato, ker se z njimi navadno ne ustvarja glasba, vsakdanji pa zato, ker jih imamo vse povsod okrog nas, da s temi predmeti v bistvu ustvarimo neko glasbo, neki zvočni kolaž, ki ima neko strukturo, torej vseeno, da je poslušljiva zadeva, ne, da niso samo zvoki skupaj nekako nametani, ampak da je res ima strukturo in da lahko slišimo prav v bistvu skladbo iz teh zvokov nekega našega vsakdana. Super. Naš letošnji moto je Pusti pečat in vsi na nek način puščamo na druge pečat. Kaj mislite, da kakšen pečat je vaš? Jaz upam, da je ravno to, da ni potrebno dosti, da lahko sami ustvarjamo in da bodo udeleženci dobili znanje, da bodo lahko tudi v prihodnosti sami ustvarjali glasbo na čim bolj svojevrsten način.